Kako deluje pištola? Ponavadi pištolo damo noter smodnik in potem imamo sprožilec. Pištolo nekam namirimo in potem stisnemo na sprožilec in poči. In zakaj poči? Ker je noter smodnik. Zdaj, če pa v pištoli ni smodnika, mi lahko kolikor hočemo stiskamo na ta sprožilec in ne bo počlo. Enako je v naši komunikaciji. Naše telo predstavlja pištolo. Smodnik predstavlja naše občutke, naše travme, naše nezadovoljene potrebe. In sprožilec predstavljajo besede drugih ljudi, ki nam jih rečejo. In ko nam neka oseba reče nekaj, kar nam je težko slišati, to v bistvu sproži ta smodnik v nas, da eksplodiramo in jih začnemo ponavadi obtoževati, napadati nazaj. Kaj se bi pa zgodilo, če tega smodnika ne bi imeli? Potem nam druge osebe lahko govorijo, kar hočejo in mi ne bomo tako burno odreagirali. Zato te povabim, da malo bolj poglobljeno začneš raziskovati svoje telo in svoje čustvene odzive. Da začneš prevzemati odgovornost za svoje občutke, za svoje čustveno doživljanje. In boš videl, manj smodnika, ko boš imel v sebi, bolj ko boš spoznal ta smodnik v sebi, manjkrat boš v komunikaciji čustveno odreagiral. Zato te povabim, da začneš malo raziskovati, kaj je tvoj smodnik.